Najlepša hvala za napoved in pa seveda čestitke za to, da je nov cikel programov zaživel tukaj v knjižnici. Kot smo slišali, torej prva današnja naša posebna gostja, ki bo otvorila ta cikel, Metka oziroma bova rekla kar Meta Lokar, ki je ena izmed tistih oziroma tista, za katero lahko rečemo, da je kriva, da se pogovarjamo o tem, da na Kitajskem dejansko so študentje slovenskega jezika, da na Kitajskem mladi študirajo slovensko slovnico, poznajo slovensko književnost, poznajo naše pisce in dejansko je Metka s tem naredila seveda ogromno, dobila tudi mednarodno Pretnarjevo nagrado in postala ambasadorka slovenske književnosti in pa kulture. Tako kot smo slišali na začetku, pravzaprav ni bila to ravno pot, v katero je želela iti Metina kariera oziroma Metino življenje. Namreč, kot sem prebral, se lahko tikava mogoče, to je najprej vprašanje. Ja, po moje se morava. Jaz moram priznati, da je Meta tudi moja učiteljica, sva ugotovila nekdanja, in sicer ena tistih, ki je torej vzgojila tudi željo in pa ljubezen do kulture in umetnosti pri meni. In verjamem, da ta želja, da bi poučevala oziroma bila učiteljica, ni bila sprva prisotna, kot sem prebral. Jaz si v redu prebral in si tudi zapomnil, ne takrat, ko sem učila na gimnaziji, tule v Kranju, ne pozneje, ne. Takrat verjetno, ko sem šla skozi to prvo izkušnjo svojo učiteljsko, sem nekako, res se mi je zazdelo, no, da to pa ni zame. Pa ne zato, ker me to ne bi zanimalo, ne zato, ker bi se mi zdelo, ne vem, ne zame, ampak tako v celoti, ampak vedno sem imela, pa imam še danes občutek, da preprosto ne znam dovolj, da bi koga učila, da bi mu predajala znanje. Preprosto, ni ga dovolj. Pa še to ocenjevanje, ne, meni v šoli ocenjevanje, prej mogoče ja, ko sem jaz hodila sama v šolo, tisto že, ampak ko je bilo treba oceniti nekoga, tu se mi pa ustavilo in se mi še zdaj ustavlja. Sestavim izpite, z mislijo na to, kako bodo študentje pisali, da ne bodo preslabo pisali, pa še potem, ko napišejo, si marsikaj izmislim, da ja, ni treba dati slabe ocene. Ker se mi zdi, da v šolo hodimo zato, da se nekaj naučimo, da je to spodbuda, da rastemo z nekimi novimi vsebinami, ne pa zato, da nas ocene omejujejo in nam pobirajo voljo, no. Se mi zdi, da... Jaz definitivno lahko to potrdim kot slušatelj, ki je imel točen tak občutek, ko je Meta prišla v naš razred, ker je bilo v bistvu bolj pomembno znanje, kakor zdaj pa sama ocena in pa način, da si znal citirati. Kar se tiče v bistvu samega začetka, mi je še to zanimivo, kako je pa preživljati mladost v Kranju? Kako te je mogoče Kranj navdihnil tudi za to ali karierno pot, kako te je mogoče zaznamoval? Nekje sem prebral, da si imela predvsem sfriziran Tomosov moped, ki je bil en tak zaščitni znak. Ta moped je bil kar legenda, ja. Verjetno bolj kot jaz sama na njem. Z njim sem hodila v gimnazijo, seveda z Gorenje Save, kjer smo živeli v šolo, seveda 6:50 sem jaz štartala in sem bila ravno malo pred učiteljem v razredu, ampak samo zato, ker je bil res navit motor, ne. Glih hotel reči, da če ne bi bil sfriziran, bi bila zamuda. Bil je kar divji, ja. In to grdo navado sem... Ne vem, če to veš sploh, ampak kar obdržala, tudi še potem, ko sem učila na gimnaziji. Takrat itak učiteljica zamudi 5 minut, tako da nikoli ne veš točno. Takrat sem imela že avto, pa sem tudi od doma štartala vedno, takrat, ko je v šoli že zvonilo, ne. In sem mislila, da sem vedno prišla v šolo neopaženo, ampak enkrat, ker sem šla kar naravnost v razred ponavadi, ampak enkrat sem pa vseeno naredila napako, pa sem šla v zbornico po redovalnico, ne vem zakaj že, in sredi zbornice me je čakal ravnatelj, verjetno ne edinkrat, in mi je požugal in rekel: Lokarjeva, jaz imam črno knjižico, v njej je vse zapisano. Pa ne, mi ni pomagalo, ne. Brezupen primer pri tem.
Kaj si počela v Kranju, oziroma po Aha, čem si se to. zapomnila najbolj mladost? Kakšen je bil takrat Kranj? Veš kaj, samega Kranja se v bistvu ne spomnim prav zelo dobro, ker moja relacija je bila Gorenje Sava Stražišče, ker sem hodila v šolo, še dobro, potem na gimnazijo. Center mesta, ja, seveda smo, kako se temu lepo reče, hodili od lokala do lokala. Pohajkovali. Pohajkovali, hvala. Pohajkovali in se družili. No, takrat sem pa prvič pomislila, kako neskončno zavidam tistim, ki imajo privilegij živeti v starem delu Kranja. Tako se mi je zdel frajerski, čaroben, super, ampak Gorenje Sava Kranj, to je bila kar razdalja, veš. Tako da pravzaprav, ja, ne, te želje se spomnim. Dobro, pa potem, ko sem študirala v Ljubljani, to je bilo tudi eno obdobje, ko sem bila povsod pa hkrati nikjer. Dobro, v Kranju seveda toliko, da sem šla na kakšen koncert, pa se veš, v tistih časih je bilo v Kinocenter še filmsko gledališče. To so taki utrinki, ki ostanejo za vedno, pa radio je bil takrat že tudi. No, to sem čakal. To si čakal. To sem čakal, kje je ta Radio Kranj, oziroma ko sem se pripravljal, pa gledal seveda o Meti, me je kot voditelja ena stvar malo, sem si rekel, bodi pozoren, namreč Meta je vodila pogovore, je bila novinarka, je delala to, kar ti delaš, tako da bodi pazljiv, spozna se na tvoje področje. Kaj lahko rečeva glede tega novinarskega dela, glede te neke afinitete do kulture, ki je v bistvu šla majčken v to našo novinarsko sfero? Sej ne vem pravzaprav, veš, drugače je lažje biti novinar, pa tisti, ki sprašuje, kot tisti, ki odgovarja, s tem imam jaz vedno težave. Zato sem na tej strani. Tako da brez skrbi. Na ta radio me je enostavno potegnilo. Se mi zdi, da je to ena taka zgodba kot s to Kitajsko. Pravzaprav se nisem niti dobro zavedla, pa sem že bila tam ali tam. Ena želja, ko se je Radio Kranj ustanovil, wow, radio, to bi pa jaz delala, pa sem šla pogledat, pa sem tam ostala kakšnih 10 let. V vlogi pravzaprav dežurne novinarke na terenu, nazadnje voditeljice programa, kulturnega večera na Radio Kranj, to smo takrat upeljali, pa kakšnega jutra tudi, marsikaterega jutra. A je bil kakšen tak prispevek ali pa pogovor, reportaža, anketa na ulici, ki ti je posebej ostala v spominu, oziroma se je takoj spomniš, ko omenimo Radio Kranj? Ja, seveda. Prve ankete na terenu, se veš, z mikrofonom v roki. Se kaj spomniš, kaj si spraševala? Mislim, da je bilo enkrat po zimi, mogoče pred novim letom, a je bilo mogoče pred 8. februarjem, bolj verjetno. Veš, jaz imam zelo dober trenutni spomin, ampak za nazaj pa samo kakšne prebliske. Mislim, da je bilo pred 8. februarjem, ne, in tisto nekako sem posnela, dobila izjave, ki jih je bilo pa potem treba še zmontirati. To so bile še tiste stare montirnice, kjer smo rezali trak, veš. To ni bilo še nič digitalno. Kjer si napake ne moreš privoščiti, ker popravila ni, oziroma ko enkrat zrežeš trak, si ga ko zrežeš, ampak sem pa imela dobre učitelje. Takrat je bil urednik Dušan Rogl, me je naučil pravzaprav res bistvenih osnov in sem mu še danes neskončno hvaležna. Včasih se mi zdelo, pa a res moram tako, kot pravi, ampak ja, je bilo treba tako. Tudi, ne vem, enkrat sem šla, se spomnim, v Kamnik snemati, tam je pevski zbor, ne vem kateri, že praznoval neko obletnico in to je bila prva taka terenska reportaža. Skupaj sva šla z Dušanom,
Tako da to mi je bila res dobra šola, kako se pogovoriš, kako narediš načrt, kako potem zgodbo sestaviš iz materijala, ki ga dobiš na terenu. Je bilo res nekaj neverjetnega. Ne? Pa dobro, v studiu pa, se veš, preden greš pred mikrofon, greš najprej na govorne vaje. Takrat je imela govorne vaje na radiju, tukaj našem Ajda Kalan. In ne vem, a si šel ti mogoče skozi kakšno njeno ali pa podobno šolo, ko začneš, kar naenkrat ugotoviš, da ne znaš pravilno govoriti. Niti A ne rečeš tako, kot bi ga moral reči. Ja, dejansko se moraš še enkrat naučiti znak, vsako. Ja. In to znanje nekako ostane, se mi zdi, to je tako kot vožnja s kolesom. Zgubiš malo kondicijo, ampak če moraš spet nekaj prebrati, kot se prebere, potem se ti zavrti film in to steče. Super, mogoče vas pa spet vidimo, oziroma te mogoče spet vidimo v tej vlogi nekoč. Mogoče. Ampak peva nazaj na seveda jezikoslovje. Kako se je pravzaprav vse skupaj potem spet vrnilo v ta krog izobraževanja? Zdi se mi, da Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je seveda tukaj igral ključno vlogo, še vedno si del Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ampak sprva si šla tja ne kot nekdo, ki bi poučeval, ampak kot nekdo, ki bi se ukvarjal bolj z naborom samih gradiv za poučevanje slovenščine. Zakaj te je to pritegnilo, pa kdaj je potem sledil ta preskok? Pa saj jaz bi lahko poučevala. Midva sva se srečala na gimnaziji. Takrat sem eno leto učila umetnostno zgodovino pravzaprav. Na radiju sem bila pa prej, ko sem še študirala v bistvu. In potem, po tistem, ko kar nisem diplomirala in seveda počela vse živo. In ko med tem, saj je bilo po mojem ravno takrat enkrat, ko sem bila na gimnaziji, sem diplomirala, nadomeščala na gimnaziji in potem ostala v bistvu brez službe in takrat se je pravzaprav po nekem srečnem naključju našla služba na Centru za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, takrat še. Potem smo spremenili ime, zdaj drugi in tuji jezik, prej bilo malo drugače. In potrebovali so nekoga, ki bi koordiniral centrovo založniško dejavnost, ki bi malo sooblikoval učbeniški program. Takrat je bilo še tako zelo na začetku, v povojih vse skupaj. Nekaj učbenikov je že bilo, ampak načrti so bili pa veliki in se zdaj kar uspešno tudi izpolnjujejo ti načrti, že kar marsikaj lahko v roke vzamemo od tega. To so učbeniki za učenje slovenščine kot tujega jezika. Zraven sem tehnično urejala še kakšne druge publikacije, simpozijev, seminarjev, ki jih tradicionalno prireja center. In zraven sem pa še malo organizirala tudi del tečajev, ki tečejo na centru, takrat celoletno šolo slovenskega jezika. Tako da ta center sem kar spoznala v vsem njegovem delovanju, ki je precej široko. Samo izpitov nisem nikoli izvajala. Ker zahtevajo ocenjevanje, domnevam. Ja, seveda. In na centru sem potem ostala 10 let, na kar se veš, človek se malo izpoje, nasiči vsega in sem, iskala kakšno drugačno, novo priložnost. Se mi je pokazala s Kosovom. Uroš je bil takrat na Kosovu in sem skočila za njim v bistvu za leto in pol. In to, se pravim, te moje odločitve niso zavestne odločitve. To je bolj nekaj, kar se enostavno zgodi, ker se stvari obrnejo drugače, se stavijo, pokažejo se nove priložnosti, samo moraš jim znati slediti. Pa tako je, ko ti nekje dovolj hudo, se hitro odprejo kakšna vrata, skozi katera
skočiš, a ne, pogledati kakšen nov svet. No in ko sem bila že na poti na Kosovo, sem o tem govorila predstojnici Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracijo oziroma prijatelju, ki je z njo sedel na kavi. In ji je bilo to zanimivo, ne? Zato ker inštitut izvaja razne projekte in je zanimivo področje, kjer živijo Slovenci, tudi področje nekdanje Jugoslavije. Ne? In nekako društva, recimo slovenska po Srbiji, Bosni, na Hrvaškem in tako naprej, so nam kar znana, z njimi sodelujemo pa to, ampak Slovenci na Kosovu so pa bili vsaj takrat ena taka neznanka in to je bila priložnost, da nekdo prinese informacije, a ne, o Slovencih, ki tam živijo, domov, nazaj domov, a ne, pa mogoče še iz Makedonije in tako naprej. No in potem sem nekaj časa se bolj razgledovala, kot zares razgledala, ker je bilo še kar težko najti Slovence, ki so prišli na Kosovo pred časom, pred desetletji recimo, s tistimi, ki so prišli v tistem času kot, ne vem, poslovneži, ljudje, ki so se zaposlili v kakšnih organizacijah, ki so delovale na Kosovu. Z njimi smo se poznali, a ne, to je bila ena klapa, ki se je dobivala, srečevala, ampak do kakšnih starejših pa nisem prišla, z nekaj izjemami. No, skratka, potem se je to kosovsko obdobje končalo, sem šla nazaj, potem ne na center, ampak na inštitut in ne vem, verjetno sem v tistem času, potem po nekaj letih spet nekaj iskala in sem videla pravzaprav po spet nekem naključju, ker res takih stvari nisem nikoli odpirala, ampak oglas za službo v Pekingu. Kako izgleda ta oglas za službo v Pekingu? Ker se mi zdi, da vseeno je malo drugače, ko miselno sprocesiraš, da imaš delovno mesto lahko, ampak da je par tisoč kilometrov stran v drugi kulturi. Ja. Kdaj se je začela ta misel sploh potem realizirati v glavi, ker imam občutek, Meta, da si tak tip človeka, mislim, da si tudi zapisala, da si vedela, ko si sprejela Kitajsko, da najbrž ne bo samo 1 leto. Čeprav je bilo jasno, da te je najprej gnalo tja to, da se grem samo za 1 leto. Jaz sem bila prepričana, da grem samo za 1 leto, tako sem štartala in v bistvu še zdaj podaljšujem z leta v leto. To je en tak proces, ne, pa samo še malo, ne. Ampak nisem ti odgovorila pravzaprav na vprašanje, kako me je nazaj učiteljske vode potegnilo. Spet naključno, a ne. Tako sem si mislila, da ne, v Sloveniji pa kakšne slovenščine, umetnosti, ne, tega ne bi poučevala, ampak v Pekingu na lektoratu ta del sem poznala, Centra za slovenščino, zato ker smo učbenike pošiljali na lektorate, ker so se lektorji oglašali na centru v pisarni, a ne, z njimi sem se pogovarjala in tako naprej, ampak nikoli me pravzaprav ni vleklo v tujino. Ampak s tem Pekingom, to je bilo pa nekaj zanimivega, ne. Predvsem je pa pretehtalo to, da pogoj ni bilo znanje kitajščine. A ne, se navsezadnje tudi ni bilo potrebno znanje, mogoče tudi s kitajske strani ne preveč zaželeno, a ne. Navsezadnje gremo po svetu zato, da slovenščino učimo, ne zato, da se z njimi pogovarjamo v njihovem jeziku, a ne, no, na Kitajskem, vsaj na tej naši univerzi, ki je res univerza, ki je odprta svetu s svojimi programi, a ne, je tudi angleščina res nek pogoj tudi za študente. Oni odlično znajo angleško, tako da v teh prvih korakih se z njimi pogovarjam angleško. V bistvu dejansko je angleščina tisti inicialni jezik za to, da se potem razvija. Ampak kasneje v predavanjih pa ekskluzivno oziroma slovenščina je tista, ki
jo uporabljaš? Čez čas ja. Čez Okej. čas ja, pri nadaljevalcih ali pa zdaj pri teh rednih študentih, eno generacijo smo diplomirali pred kratkim, z njimi samo po slovensko. Ampak zdaj trenutno imam pa izbirni tečaj slovenščine, slovenščino kot izbirni jezik, kot tretji jezik. Oni so popolni začetniki, z njimi se pa pogovarjam v angleščini. Ja, razlagam jim v angleščini, ampak tako upeljujem to slovenščino, kakšno novo besedo, ne da bi jo razložila, tako da dobijo slovenščino v uho in da potem nekako lezejo za mano s tem znanjem, a ne, seveda pa delamo po učbeniku in tako. Koliko je pa v bistvu, kako lahko razloživa reden oziroma dozorel je čas za slovenščino kot redni študijski program, ampak na vsaka 4 leta se v bistvu vpiše generacija, medtem ko je pa v vmesnem času izbirni tretji predmet. Tako, ja, začeli smo z izbirnim predmetom pred dobrim desetletjem, pa veš, nisem jaz prva in edina, pred mano je bila kolegica, ki pravzaprav začela s tem lektoratom leta 2009. Jaz sem prišla šele čez nekaj let in tudi ni naša slovenistika edina slovenistika na Kitajskem. V Pekingu imajo neke podobne programe kot pri nas še na neki drugi univerzi in v sosednji provinci tudi nekaj poskušajo, ampak tista slovenistika mi je pa tako malo skrivnostna. Pravzaprav ni to ne redni študij, ne izbirni predmet, ampak učijo se slovensko. Na 3 različnih lokacijah. Na 3 različnih lokacijah. Zdaj poskušamo lokacijah. To eno dojeti, ampak ok. Ja, ja. In precej si dajo opraviti z zbiranjem besed, s prevajanjem, delali so nek slovar, zdaj ne vem trenutno, kako je, ker smo se malo oddaljili, a ne, drug od drugega. Ta COVID je res prinesel marsikakšno težavo in odtujitev, a ne. Kaj pa je dejansko največkrat razlog, da gre nekdo na Kitajskem študirati slovenski jezik? Ker se mi zdi vseeno, kako razumeti, da v bistvu najštevilčnejše ljudstvo na svetu se uči jezik, ki ga govori v bistvu toliko ljudi, kakor ga ima eno manjše kitajsko mesto? Jaz si to verjetno po svoje, ampak mislim, da grem kar v pravo smer s tem razmišljanjem. Razlagam tako, da pač Slovenija je del Evropske unije, kamor Kitajska prihaja, seveda, a ne. In oni imajo eno tako zelo pametno politiko, spoznaj človeka, a ne, preden z njim začneš trgovati, ali pa spoznaj državo, narod, preden z njim začneš razvijati neke posle. Dejansko ni samo jezik, ampak je tudi cel kontekst. Najprej jezik in kultura, a ne, to je v smislu svilne poti. Jaz to s tem povezujem, a ne, že takrat modri so bili Kitajci in ko so pravzaprav gradili v narekovajih to svilno pot, so seveda veliko poudarka dali prav na spoznavanje ljudstev, ki so jih ob tej poti spoznavali, a ne, ker če so znali njihov jezik, če so poznali njihovo kulturo, njihove navade, običaje, seveda jim je šlo lažje trgovanje od rok, a ne. In to mislim, da se dogaja še danes, to novo svilno potjo z raznimi pobudami, s katerimi se Kitajci povezujejo z Evropo in svetom, srednjo-vzhodno Evropo, Balkan jim je zanimiv, pa seveda tudi drugi deli Evrope in sveta navsezadnje, saj ni to samo Evropa, a ne. Jaz govorim o tem, zato ker pač mi pripadamo Evropi. No in seveda slovenščina je pa uradni jezik Evropske unije, se pravi, da je že logično, a ne, da tudi slovenščino pripeljajo nekako na Kitajsko. Pa tudi potrebno reči, da v bistvu na vaši fakulteti je jezikov ogromno.
Dejansko so vsi evropski jeziki prisotni, več kot 100 jezikov se lahko učijo študentje. 101 svetovni jezik, s tem, da ne samo evropski jeziki, niso samo evropski jeziki, ki jih poučujemo, ampak afriški, azijski. Vsi jeziki, ki si jih lahko zamisliš, tudi tisti najmanjši, za katere mogoče sploh še nismo slišali, če smo pošteni. Je pa zanimivo tudi, da nekako to pritegne tudi potem, reče se, da gre za zibelko diplomatov, zato ker je kup ljudi, ki bodo, kot si pravilno rekla, kasneje ta vez, povezava med Slovenijo in Kitajsko, recimo. Ja, upamo, da bodo. Ta zibelka bolj leti na začetke naše univerze, to je Pekinška univerza za tuje študije, v originalu, pravzaprav, to je angleški prevod, ne? Originalni, izvirni naziv, naslov, ime je Pekinška univerza za tuje jezike. To je bil v bistvu inštitut, ki je bila ena celica, po mojem partijska, kjer so začeli poučevati te velike svetovne jezike, ruščino, nemščino, mislim, da tudi francoščino, ne na začetku, ampak kmalu potem. No in iz tega inštituta pravzaprav je zrasla ta univerza, ki danes res 101 jezik poučuje. In jaz pa pravzaprav ima različne fakultete, jaz pa predavam na fakulteti za evropske jezike in kulture. No in res, zdaj zadnji jezik, ki so ga pripeljali na fakulteto, je makedonščina. In pogovarjajo se, da bi poučevali črnogorščino. Wow. So zelo natančni, najdejo svetovalce, seveda, tu v Ljubljani, tudi, ki se spoznajo na to jezikovno politiko in oni vse premislijo in potem precenijo, a gredo v to, ali ne gredo. Skratka, ja, se razvijajo tudi v tem. Kako načeloma sploh poteka recimo poučevanje? To se mi zdi tudi zanimivo, na kaj je razdeljeno, ali je recimo prvi letnik veliko več naslovnici, drugi letnik več na književnosti. Kako izgleda v bistvu neka sistematizacija, ko moraš Kitajca naučiti slovensko? Zdaj smo to poskusili pravzaprav, kako teče. Mislim, da nam je še kar uspelo, saj nismo tople vode odkrivali, smo pač vzeli neke programe, ki že obstajajo za druge jezike in jih prilagodili slovenščini. No, nisem ti povedala, kako pravzaprav se začnejo sploh učiti slovensko. Ti, ki imajo zdaj, ne vem, slovenščino za izbirni predmet, za tretji jezik, se odločijo zato, ker se jim zdi Slovenija zanimiva, ker so slišali za Bled, Postojnsko jamo in tako naprej, pogledajo fotografije, seveda preverijo, to vedno povem in sem prepričana, da je to resnica, čeprav ne priznajo, da seveda preverijo, kakšen je učitelj, pa kako strogo ocenjuje, koliko jih privija ali ne, in pa se jim zazdi ta slovenščina še kar prijazna in pridejo. Ampak ne, da bi bila zares tako zelo prijazna, saj morajo kar znati, ampak to je res neskončno spodbujanje, ne kaj drugega, ker cilj je, da se naučijo slovensko, cilj je, da nas poznajo tako, kot si mi želimo, da nas poznajo, in to ni samo preverjanje znanja, to so razlage, to so zgledi. To so take pozitivne stvari. Ti, ki so se vpisali na slovenščino, prvi na redni študij, so se pa pravzaprav najprej vpisali na našo univerzo, zato ker velja za eno prestižnejših jezikoslovnih univerz na Kitajskem. In so potem imeli listo želja, prvič, drugič, tretjič, in jih imam na sumu, da ta slovenščina ni bila na prvem mestu, z dvema izjemama mogoče. In to je bilo videti tako, da pravzaprav smo se 2 meseca spoznavali in tako malo čudno gledali in ne vedeli, kje smo pristali. Jaz in moj kolega,
kitajski učitelj, zato ne, ker sva postavljala nov program rednega študija, študentje pa zato, ker pravzaprav niso vedeli, kaj zdaj s to slovenščino, ne, kje so zdaj oni pristali, ampak smo se hitro ujeli in to je bilo res lepo obdobje. Ta 4 leta so bila krasna in ko je bilo treba napisati diplomske naloge, nisem jih pisala jaz, pa tudi prepisane niso, me je presenetilo, ker so bile zares dobro napisane. Jezikovno in sicer. Kaj so tiste stvari, s katerimi so imeli največ izzivov? Ker recimo to, kar mi je bilo seveda presenečenje, domneval sem, da seveda nimajo č, ž in š črk, hkrati sem domneval, da je tudi težava glede tega, da nimajo sklanjatev. Se mi zdi, da nekomu, ki ne pozna sklanjatev, razložiti koncept sklanjatev, mora biti kar hudič. Veš, kako je korak po koraku, pokažemo zgledi, pač neke stvari si treba enostavno vzeti na znanje, se napifljati tabele s končnicami tipičnimi. Tako kot smo se angleščino in nemščino in vse jezike. Naučiti se, da obstajajo 3 spoli, 3 števila, 6 sklanjatev in potem sestaviti mozaik. Ne vseh tabel naenkrat, ampak mic po mic, korak za korakom, z veliko vaje. Ne, in prej si vprašal, kako je to videti. Ja, v prvih 2 letnikih v glavnem jezik. Res, jezik, po ne vem koliko ur, že na teden, 8, 10, 12 ur na teden. Zraven imajo seveda še druge predmete in tako. Nekateri celo študirajo na 2 smerih hkrati. No in potem v 3. in 4. letniku predvsem pa širše vsebine. Kultura, gospodarstvo, politika tudi malo, ne preveč, tako da toliko, da vedo osnove. In to se pač, ta področja se spoznavajo na različne načine. Eden od predmetov je, s tem sem imela kar precej opravka, ima naslov Audio-video slovenščina. Tega pri nas ne poznamo. Kaj pa to je? In to je to, ne gledaš posnetke, poročila z televizije, dobro jutro s kakšnimi nasveti, takimi in drugačnimi, poslušaš radio in zahtevnost stopnjuješ in ko poslušaš seveda avtentične posnetke in jih gledaš, spoznavaš nehote, mimogrede, tudi področja, ki se dotikajo Slovenije. Seveda učitelj izbere, kaj bodo študentje poslušali in gledali, to je še kar premišljeno. In potem še naprej, recimo, ne na začetku, je en predmet branje slovenskih časopisov. Čakaj malo, kako prelistamo Delo, Dnevnik, ne vem kaj. Ne, izberemo spet članke, skozi katere se učimo tako jezika, kot spoznavamo različne dele slovenskega življenja, Slovenije kot take in tako naprej. Tako da gradi se. Je pa dejansko možno, da recimo nekdo po parih letih učenja, lahko rečemo 10 letih, govori odlično slovensko. Ker sem videl, da predstojnik oddelka za slovenistiko na Pekinški univerzi Bojda govori fantastično slovensko. On govori odlično in ko je tukaj, ima človek občutek, da je bil rojen v Ljubljani in da je tam tudi odraščal, ker ima posluh. Torej, da bi bilo pa recimo, da bi imel neke glasovne omejitve, da ne poznaš določenih glasov, ker jih nisi slišal? Počakaj, do tega sploh še nisem prišla, no in predstojnik nam je na žalost pobegnil v drugo službo, tako da zdaj vzgajamo novega. Pride tudi v Slovenijo na podiplomski študij, verjetno naslednje leto. Eden od mojih študentov bo pa tukaj v soboto, mimogrede, o tem mogoče še rečeva pozneje, kaj? Ne, ampak kaj sem hotela povedati? Glasovne omejitve. Je seveda, prve ure so namenjene fonetiki, treba se naučiti pravilno izgovoriti L.
a ne, da je tisti pravi L. R, to so cele vaje, ker ta glas je pa res težak, a ne. In potem, ne vem, take drobne stvari, kot so E, O, a ne, to jih je treba naučiti in slišati in izgovoriti. Ampak to gre spet malo po malo, z besedo za besedo in tako naprej. Si kar predstavljam, kakor si naglase in reče, tako joj, kako vi naprej. komplicirate v Sloveniji, kako je ta slovenščina, pa zakaj je to tako. Ampak, a veš kako, to mi je zanimivo, da sklone zelo pravilno uporabljajo, ampak velikokrat se pa zmotijo v spolu. Mi reče študent, sem šla. Ali pa študentka, sem šel, ne, ker oni pravzaprav ne ločijo prav tako, kot mi to ločimo, a ne. Ločijo, ampak v jeziku pa to ni tako izraženo, a Si ne. kar predstavljam, kako dva fanta rečeta, mi dve sva šli in ti ni absolutno jasno, kako je zdaj spol zgrešil greve, od vseh a ne. teh, ja. Greve. Super. Je pa v bistvu zanimivo tudi, da se domnevam, da vseeno v teh letih potem zelo poznajo tudi razlike med samimi študenti. Kot sem videl, ena izmed, zdaj sem pa jaz Kitajska, ne vem točno, kjer spol je, je ona, točen, gospa Fan, je izbrala v bistvu Srečka Kosovela in prevedla njegovo delo. Najbrž je tudi to nekaj zadovoljujočega, ko eden izmed tvojih študentov naredi nekaj takega, kar da dejansko tudi doprinos celotni kulturni zavesti. Samo to je bilo pa res zmagoslavje s tem Kosovelom. Ona je bila ena od tistih prvih mojih študentk, ki so še hodili na izbirni tečaj v tem prvem obdobju slovenistike na naši univerzi in študirala je pa kitajščino kot tuji jezik. In tudi to je ena od šol na univerzi. In ko je bila na tem, da napiše diplomsko nalogo, je nekako hotela povezati to slovenščino s svojo glavno študijsko smerjo in se je posvetovala s kolegom Baudžejem, kaj bi. In je rekel, joj, pa poskusi s Kosovelom, ne, in Integrali so knjiga, ki jo najdete, lahko celo najdemo v Pekinški nacionalni knjižnici, a ne. Mi na univerzi imamo celo zbirko knjig, počasi smo jih znosili tja, kar zanimive, dobre knjige z vseh področij. No, ampak ta Kosovel je bil pa takrat v nacionalki in se je ona lotila, prevedla nekaj pesmi, napisala diplomsko nalogo in potem rekla, da ona bi pa kar še prevajala in se spomnim, sva sedeli, ona se je precej potrudila in veliko naredila sama, ampak tam, kjer se ji je pa ustavilo, tisto je pa označila, izpisala in sva se dobivali enkrat na teden in prevajali tega Kosovela. Jaz z rokami, nogami, ne vem, s čim vsem, sem ji skušala razložiti kakšne težke verze, težke besede, ki niso bili težki samo zanjo, težki tudi zame, a ne. Tako, če beremo pozorno pesmi, hitro naletimo na kaj takega, ki rečemo, joj, kaj pa pesnik hotel s tem povedati, odkot je pa že to. Pa zna biti kar breme, domnevam, da kaj pa če jaz narobe interpretiral Kosovela za 1,5 milijarde Ja, Kitajcev, kaj če ni hotel tega reči? Ne, in hecno je bilo pa to, ne, da midve sva sedeli in se mučili, ampak so bile to lepe ure. Nekako prišli do konca in potem sem se jaz enkrat hvalila eni znanki, prijateljici zdaj že, pesnici, ki izdaja v Pekingu 2-krat mesečno literarno revijo in sem ji govorila o tem, prevedla je pa Šalamuna 3 knjige, gromozanski opus.
ji razlagam, da ja, Kosovela imamo nekaj prevedenega, prav pokaži. In se ji je zdelo tako imenitno, da je rekla, tole pa jaz objavim, 300 verzov v reviji. In potem se je dogovorila kar še, da mogoče knjigo izdamo pri eni večjih kitajskih založb. No, takrat je pa mene zaskrbelo, zdaj kakšni so ti naši prevodi naravnost iz slovenščine v kitajščino. In sem takrat šele, v bistvu to je malo moje lenobe bilo zraven, takrat šele ugotovila, da so integrali v celoti tudi v angleščino prevedeni, ki jo pa seveda ta študentka odlično obvladala. In potem smo pravzaprav te prevode iz slovenščine preverili za vsak primer še z angleškimi prevodi in ugotovili, da pravzaprav vse štima. Tako da smo poštempljali in knjiga je išla in to je res nekaj zanimivega in to je spet nekaj, kar je tako po enem spletu srečnih okoliščin nastalo. Moram priznati, da nisem dvomil, da dobro poznaš oziroma da znaš dobro interpretirati Kosovela. Nisem bil pa prepričan, kako dobro govoriš kitajsko oziroma koliko ti je kitajščina lahko pomagala tukaj v tej komunikaciji, recimo študentko. A moral si me to vprašati, a ne moral? Nazadnje v intervjuju pred kakim letom si rekla, da boš začela takoj, ko se vrneš v Peking, ampak ta intervju je bil pred kakim letom, tako da ja. Ja, zdaj že 3 leta čakam, da se vrnem v Peking, sicer to ni izgovor, ker tečaji kitajščine so tudi nadaljavo in tudi celo v Kranju, če bi imela čas bi šla. Ampak nekako se mi zdi, da ni pravo okolje zame za učenje kitajščine, tako da to še čaka. Ne, ampak s kitajščino res veliko delam. Po sili razmer. Velikokrat je treba kaj preveriti, kaj prevesti in mimogrede, saj to tudi sicer prevajalci povedo, da so prevajalniki zadnje čase zelo pametni in kar lepo prevajajo, je pa res, da je treba poznati jezik, da veš, kje te pa prevajalnik lahko pusti na cedilu, kje te izda, kje te ujame v zanko. In sčasoma, ko se prebijaš skozi vse te neke prevode, pa tudi na vse zadnje vsak dan, če ne govoriš kitajsko, ne moraš vseeno, tudi če obvladaš te vsakodnevne fraze, se nekako znajdeš, ko greš v trgovino, na tržnico, ne vem kam. Še vedno se znajdeš v situaciji, ko pa moraš nekaj povedati po kitajsko, pa sploh ne veš, kako bi to. In greš pogledat v prevajalnik, si pomagaš s telefonom, prevajalniki tudi govorijo in tako počasi začutiš jezik, začutiš strukturo in recimo, jaz sem se naučila nekako prepoznavati, recimo, če se prevaja iz kitajščine v slovenščino, mesta, ki se mi zdi, da niso v redu. Ravno zdaj smo prevajali moja 2 študenta, oba sta na podiplomskem študiju, mimogrede, prej si me vprašal, a bodo oni, ta povezava s Slovenijo, a ne bodo. Vsi smo upali, da bodo, ampak zaenkrat kaže, da so si zbrali neke študijske smeri, ki jih bodo mogoče predaleč odnesle. Nekateri si pač iščejo službo. Ampak vseeno, jaz ne nameravam odnehati pa jih pustiti pri miru, tako da prevajali še bodo, to bo stik, ker prevajalce pa res potrebujemo, ne samo za kakšne uradne stvari, ampak tudi za literaturo, za leposlovje. In ravno zdaj sta bila 2 študenta vključena v nek projekt, pobuda je prišla s slovenskega veleposlaništva v Pekingu, in sta prevajala slovenske pesnike, 4 njihove pesmi v kitajščino in seveda gospa učiteljica ne more mimo kontrole, prosi, če mogoče vseeno lahko vidi, preden gre kaj iz hiše. Tudi če nismo več najbolj povezani, hecam se malo. Prosila sem ju, da mi
te prevode pošljeta in smo dejansko prišli do stvari, ki jih nista, videla sem, da nekaterih stvari nista razumela. Ne. To je ena taka nenavadno znanje jezika, nenavaden način, kako jezik do neke mere obvladuješ, ne da bi ga zares govoril, pisal pa še manj. Pri kitajščini je še to težava. No in mimogrede, če lahko Seveda, malo povabiva. reklame povabiva. To je projekt, ki bo zelo v živo potekal tule, prav v tej dvorani, to soboto ob 10:30 dopoldne. Na tej strani bomo gostili 4 slovenske pesnike. Povezali se bomo pa z video povezavo s Pekingom. Tam bodo pa 4 kitajski pesniki in eni in drugi bodo brali svojo poezijo, svoje pesmi, Slovenci v slovenščini, Kitajci v kitajščini. Prevode bomo natisnili, tako da jih bo vsakdo, ki bo prišel sem, dobil, in vsakdo, ki bo prišel poslušati v Peking naš dogodek. In hkrati bomo pa tudi oddajali v živo. In se nam bodo lahko pridružili tudi poslušalci, gledalci po spletu. Rekla so uro v soboto V soboto ob 10:30 dopoldne. Ja, no in zato pride ta moj študent, ki je prevedel del pesmi, zdaj študira v Münchnu jezikoslovje. Nisem povedala, kakšne so bile teme diplomskih nalog. Ampak ne bo pa prvi Zanimive. študent, ki bo obiskal v bistvu Ne, te ne. v Kranju. Edini, ki še Kranja ni obiskal, ki ni bil v Sloveniji na izmenjavi, ker se je ravno pripravljal za neki izpit in je zamudil pravzaprav priložnost, da pride v Slovenijo, obtičal v Pekingu zaradi covida. Je pa zanimivo bilo, da Drugače so bili pa vsi tule po 1 leto. in so rekli, Meta je prijazna, je malo kot prijateljica in malo kot mama. Kako ohranjati res ta pravi status, oziroma kako biti po eni strani avtoriteta, po drugi strani pa malo prijateljica in malo mama? Ne vem, če si tak, kakršen si, to sploh po mojem ni vprašanje. Se zmeniš, ne da bi se zmenil, pravzaprav, kje so meje, kdaj se dela, koliko se dela, kaj se mora narediti, potem je pa vse ostalo, kar nas zanima. Nekako smo našli nek skupni jezik, kar se teh stvari tiče. Malo smo žurali, malo smo delali, ja. Ampak res z veliko spodbude, saj tudi oni so meni pomagali, saj to ni samo z moje strani, ne bila ta dobra volja, to je bilo oboje stransko. Ta študent pride iz Münchna malo pogledat lučke v Ljubljani, pa sem ga razveselila s tem, da bodo lučke 3. decembra, to je sobota, tudi v Kranju. Pa na Bled bo skočil, pride z enim prijateljem, ampak potem odbrzi že v nedeljo nazaj v München, pride pa v petek zjutraj. To sem hotel vprašati. Ampak to so kratke razdalje. Ampak kaj je tisto, recimo, kar imajo na to-do seznamu, ko pride recimo kitajski študent v Slovenijo? Bled, Ljubljana, Piran. Kako pa to, da je Piran tako popularen? Pardon. Z naših učbenikov. Okay. Ja, se veš, učimo tudi malo geografijo Slovenije in seveda damo sliko Pirana. Morje. Grejo preveriti, če je obala res tako kratka, kot razlagamo, da je. Mi je bilo zanimivo. Pravzaprav, veš, razdalje tukaj v Sloveniji res niso razdalje za kitajske razmere, in oni si mogoče tudi včasih malo potem napačno razlagajo to, da je Slovenija res majhna. Ravno zdaj sva se z Rokom pogovarjala, Rok, slovenska imena imajo, da si tale gospa učiteljica lažje zapomni, kdo je kdo.
predvsem. No pa tudi malo zaradi identitete, a ne? Saj smo, ko smo se angleščino učili, tudi imeli angleška imena, a ne? Sem se še vrnila, tako da kar nadaljuj misel, ampak to me bo še zanimalo. No in načrt ima ta fanta tak, da prideta, da gresta na nočni vlak iz Münchna, prideta v Ljubljano ob 6 zjutraj, skočita do Pirana in potem prideta nazaj v Ljubljano, si ogledata božični sejem, pa te lučke in tako, prespita. V soboto zjutraj prideta v Kranj na prireditev in potem bosta šla do Bleda, s tem, da sta gledala, kaj na Bledu pravzaprav bi še lahko videla. To sta raziskala, ne? In pravi Rok, joj, tam nad Bledom je en majhen, je en hrib, kamor se gre, da se lepo vidi jezero. Sem rekla, Rok, joj, ne, meni iz hribi ne poznam kaj preveč. Pa potem gledam, sej v redu, sej ni daleč, ampak vseeno pa mogoče vsaj uro hoda od jezera, ali mogoče še več, sej ne vem. Sem rekla, sej greš lahko na grad, pa še grad vidiš zraven in jezero perfektno, ne. V glavnem to hočem povedati, da tako z veliko žlico bi v kratkem času zajeli vse, a ne. In tudi Kitajci, ko pridejo v Evropo, pridejo za 10 dni, pa celo Evropo vidijo, ker gredo samo tisto blic, največje znamenitosti, mesta, ki so zanimiva in tako naprej. Jaz moram priznati, da meni si takoj na začetku zgubila, ko si rekla, da boste šla na vlak do morja. Ne, iz Münchna z vlakom do Ljubljane, potem pa verjetno z avtobusom. Ker sem razmišljal, da če boste slovenske železnice spoznala, pa potem, ko to primerjala s kitajskimi železnicami, vprašanje, če boste... Ne, to Rok precej dobro ve, ker sem jim tudi precej dobro razložila. Ja, seveda, pa smo se tudi pogovarjali, veš, o grafitih, s katerimi so vagoni porisani, popisani in tako naprej. Tako da, ja, izpotoma pa povem, da seveda slovenski vlaki niso hitri vlaki na Kitajskem, a ne. Da lahko pišeš zraven grafit, ko se premika. Ja, mogoče. Je pa zanimivo v bistvu za ta imena, da se še vrneva, kako postane Rok, na kakšen način a je kakršnakoli povezava, recimo, ne vem, da je neko moško ime asocira, ker zastopim zakaj, ne vem, Jaka, Jack in tako naprej. Veš kaj, kitajska imena imajo svoje pomene, pa poskusimo poiskati slovensko ime, ki ima tudi mogoče kakšen pomen, pa podoben pomen kot njihovo kitajsko ime. Potem gremo včasih po zvoku, ne, kako njihovo ime zveni, pa na kaj nas asociira. Potem včasih, ker že imajo tuja imena, ker se druge tuje jezike učijo, mogoče iz tistega lahko izpeljemo slovensko ime, a ne. Tako da zelo različno, a ne. Smo tudi zame iskali kitajsko ime, ker to je navada, da tujci na Kitajskem dobijo kitajska imena. Ne bom rekla dobimo, ker jaz pač še vedno čakam, da mi najdejo eno tako ime, ki ne bo zvenelo malo starinsko, tako kot naj bi tisto, ki so mi ga predlagali. Sploh, če ne znaš pravilno izgovoriti, pojmovne rodno, da ti da tako ime. Nekaj so se smejali enkrat, potem je pa le nekdo eden od študentov se me je usmilil pa rekel, zakaj se smeješ? Prav zato, ker to ime starinsko zveni. Tako kot, ne vem, bi mi rekli Zofka ali pa Pepca ali pa kaj tacka, ne Metka. Tako da imam seveda prepis svojega imena v kitajščini, ampak to je fonetično, a ne Mejtaka in tako. Ne, še čakamo na tisto pravo kitajsko različico. Še čakamo. Bomo Roka vprašali, Rok bo vedel. Rok bo vedel. Mislim pa, da je tudi primeren trenutek, da vas vprašamo za kakšno vprašanje. Počasi sva prišla do konca najinega časa, ampak vprašanje še ogromno. Bilo bi jih lahko še za 2 taka večera. Lahko celo serijo globusalno. Dejansko, ja. Tako kot si v bistvu podaljšuješ ti enkrat na... Tako. Je kakšno vprašanje strani publike? Je kaj, kar vas zanima, kar bi radi vprašali Meto? Mogoče zakaj imam ta kup knjig tukaj? To je dobro vprašanje, sicer mi dva mečken sugerirava nanj, ampak mislim, da najprej na tega odgovorijo, potem bo pa še enkrat vprašala, če se vmes kakšno porodi. Zakaj imaš res ta kup knjig tukaj?
Res te knjige sem prinesla z namenom, zato ker se midva pogovarjava ravno v tednu, ki mu na centru rečemo Svetovni dnevi slovenskega jezika, literature in kulture. To je nek projekt, kulturni projekt, programa pravzaprav slovenistika na tujih univerzah, in vsake 2 leti si izmislimo kakšno zanimivo temo in potem na vseh lektoratih pripravljamo prireditve v zvezi s tem. Predstavljali smo slovenske filme, slovensko književnost, slovenske dokumentarne filme in tako naprej. No, letos so pa ti dnevi namenjeni branju. No, in tudi ta sobotna prireditev bo v tem okviru nekako branje poezije, branje, čeprav v osnovi smo bolj šli v to zato, ker Dejansko imamo literarne junake, ki jih je smiselno... Ker smo na centru tudi sprožili neko akcijo, pripravljamo tako imenovano stopenjsko branje, knjižice, kjer se študentje slovenščine, tisti, ki se učijo slovenščine, po korakih učijo jezika tudi s pomočjo zgodb. Ampak to je tako, ne, temu se reče tudi lahko branje, saj to ni nobena novost, to drugi jeziki poznajo, angleščina ima tega cel kup in tako naprej. No, mi smo s tem poskusili tako, da smo izbrali si temo slovenske literarne junake in spisali prve zgodbe. Tale je bila prva, Martin Krpan. Zgodba poenostavljena in potem so dodane še vaje, kjer študentje vadijo potem, preverjajo, koliko so se naučili. Potem so sledili Desetnica, Povodni mož in Lepa vida. Mimogrede, ob tem sem se spomnila, pa ne, da bi spet delala reklamo kakšno zase, ampak te knjižice so opremljene tudi z zvokom. Zgodbe so prebrane. In te 3 zgodbe sem po naključju prebrala jaz in so dostopne na spletu. Knjižica se kupi, posnetki so pa zastonj. No, tale pa pravkar izšla o kralju Matjažu in Erazmu Predjamskem. Skratka, to so, precej je bilo vprašanj, katere junake pa sploh zbrati, koliko jih imamo, kdo so res slovenski literarni junaki. Ker še tole knjigo sem prinesla s sabo, to je pa pravzaprav leksikon slovenski literarni junaki. Eden od avtorjev je Klemen Lah, moj kolega, ki uči slovenščino na lektoratu na Reki in v Zadru. In to je res knjiga, kjer najdeš vse živo, kar poznamo. Pa kako res ločiti potem, kaj je tisto, s čimer recimo nagovoriti najprej enega tujca, da mu približaš in jezik in kulturo? To je pa večno vprašanje. Zdaj, odvisno je, na kateri stopnji je jezikovnega znanja, koliko časa se že uči in tako naprej. V naših učbenikih so drobci literature, kjer so, ne vem, Erazem Predjamski predstavljen z enim kratkim tekstom, zgodbo in tako naprej. In potem s tako knjižico se da to znanje razviti, pritegniti pozornost. In to je ravno ta audio-video se mi zdi, da je neka zadeva, s katero se marsikdo lažje priuči jezika. Če mu daš pa približaš z tako knjižico, pa še z audio knjigo, je po moje to en dober način, kako v bistvu narediti in jezik bližji in kulturo. Ja, seveda, zato ker to je kar težava, kako nekemu tujcu predstaviti književnost. Zdaj, v prevodu seveda, ampak vse ni prevedeno, kar je zanimivo. In meni se je to zgodilo, smo imeli tudi predmet 2 semestra pravzaprav o slovenski književnosti. Eno je bil pregled slovenske književnosti, potem je bilo pa bolj tako malo
bolj podrobno spoznavanje nekaterih del. Se pravi, tisto je bil pregled, to je bilo pa spoznavanje književnosti prek del, ne. In smo prebrali kakšno zgodbo, kakšen odlomek, meni se je zdel čisto enostaven, ampak sem na take bombe naletela v tistih nekaj vrsticah, da si nisem mogla misliti, da bodo to taki trdi orehi, a ne, pravzaprav. No in te knjižice so drobne, ampak v njih je cel kup dela, ker je treba besede prilagajati, obstajajo prav korpusi za različne stopnje učenja jezika, a ne, jezikovnega znanja in temu prilagoditi potem besedišče v eni taki knjigi, a ne, in točno označiti stopnjo, na kateri je nekdo, ki bo sposoben prebrati in razumeti neko tako zgodbo. To je v bistvu umetnost, ki pa te spet vrača na center in na tisti začetek v bistvu priprave raznoraznih gradiv, ki omogočajo tujcu, da se lažje nauči slovenščino. In to je najbolj zanimivo, ne poučevanje, ampak čeprav najbolj naporni so taki projekti, tisti, ki pridejo za zraven, a ne. Zanimivi, ampak naporni. Tudi jaz, dobro, teh knjižic vsaj zaenkrat nisem pisala, nisem bila v skupinah, ki so se s tem ukvarjali, sem pač prispevala drugačen drug del, ampak recimo ob tem, kar jaz delam sicer v predavalnici, mimogrede prileti kakšna taka fina naloga, recimo prevesti slovar, ki ga seveda oblikujejo za različne jezike v osnovi, a ne, osnova je kitajska, pa se potem v različne jezike prevaja, to prevesti. Ali pa zdaj recimo jaz se ukvarjam s pisanjem, delno prevajanjem, delno pisanjem učbenika o kitajski kulturi. To bo zanimivo, res zanimivo, en tak ne prav šolski učbenik, ampak ena taka poljudna knjižica bo, ki bo zanimiva za vse nas pravzaprav, a ne. Pa še druge stvari pridejo. No, tako da, ja, seveda, kar naprej so te knjige naše spremljevalke tako in drugače. Skratka, nisem pa hotela reklame toliko narediti za te knjižice, ampak bolj za to dogajanje po lektoratih, ne, in za to, kako smo pravzaprav povezani. Jaz v Pekingu se ne počutim sama pri tem, kar delam, zato ker vem, da imam za seboj res dobro organizirano mrežo, službo, ki mi res vso podporo nudi pri tem, kar delam, a ne. In kolegi, ki prihajajo iz drugih držav, mi včasih kar zavidajo, wow, pravijo, to imate vse, res. Ne samo to, da imamo podporo pri tem, da dobimo prava gradiva, da je vse drugo lepo pripravljeno, ampak tudi pri tem, kako smo pravzaprav povezani, a ne. To je pri takem delu še kar bistveno, se mi zdi, a ne. Hvala, zdaj bomo pa še enkrat preverila, če je kakšno vprašanje. Aha, izvolite. So bili do zdaj samo Kitajci, ampak tokrat imam pa eno zanimivo študentko iz Gabona je. In na naši univerzi študira, kaj pa rekla, da študira, to sem pa nekaj drugega študira, nek drug jezik po mojem, ker precej hodijo na izmenjave študentske, študentje se tudi vpisujejo, ker je tako naravnana univerza, a ne, prav spodbuja to mednarodno sodelovanje in je prišla punca v Peking študirati in seveda, ker mora neki izbirni predmet obiskovati, dobiti kreditne točke, se je vpisala k meni. Snemamo, da se vas bo slišali. To bi še vprašala, če to drži, ker je tvoj kolega, si rekla Baoji ali kako? Baoji. Jaz sem mimogrede kot članica maturitetne komisije za slovenščino sestavljala pole in sem iskala besedila zanimiva, da sem jih potem jezikovno obdelala za dijake in sem ravno intervju s tem Baojijem leta 6-7 delala in se spomnim, da so ga vprašali, kaj se mu zdi
če primerja Slovenijo s Kitajsko, drugače. In je 3 stvari izpostavil. Je rekel to, da v vrtcu delajo že ne vem kaj, vse se naučijo, predno pridejo v šolo. Potem drugo, to pravi, da študentje, da bi zraven delali, si služili denar, se zabavali, žurirali, a ne. Toni bo to vedel, kako je pri nas drugače. Ni govora, tam se študira, ker tam ni važna ocena, ampak moraš biti boljši, kot je bil kolega. In pa me zanima, če so ti tvoji študentje, tudi če lahko zaznaš to študijsko vnemo, to Lahko. lahko, je res Ja. tak Ja. boj in so res zavzeti in pridni. Ja. So zato, ker morajo biti, ker so tudi na ta način vpeti v sistem, a ne, to je drugače študentsko življenje. Oni so v kampusu, oni živijo v kampusu, oni pridejo iz cele Kitajske. Eno samo dekle sem imela iz Pekinga, drugi so bili od drugod, ne. In že to življenje tam v kampusu je ene vrste motivacija, spodbuda. Če vsi drugi študirajo, moram pa še jaz. Sej ne, da ne hodijo okrog. Zelo radi gredo na kakšen izlet ali pa zvečer na kakšno večerjo, ampak žurajo pa ne. Ne toliko. In kadar se dela od 8 zjutraj do 10 zvečer. To so bili v knjižnici še pa še. No, tretje je bilo pa In- tisto, oprosti. Ne, kar. Povej. V zvezi s tem majhnostjo, ne, ko si rekla, razdalje med kraji, da so majhne, on je pa poudaril še razdalje med ljudmi. Je rekel, kar se mi pa najbolj čudno zdi pri Slovencih, namreč on je v Makedoniji, meni se je makedonščino Bolgarščino je študiral. potem je pa 1 leto v Ljubljani živel Ja. in poslušal slovenščino. Ja. In je rekel, najbolj zanimivo se mi zdi pa to, da vsak Slovenec preko nekoga pozna. Ja. In to se neštetokrat spomnim. Prvič vidiš dva, pa se vmešaš, tega pa vsi poznamo, da to pri milijardi Ja. Kitajcev pač ni mogoče. No. Ja. To je ta majhnost, ko si tudi prej omenila med kraji. Ja, pa tudi ta razlika je, recimo, mi se med sabo vse nekaj zmenimo, spotoma. Tam pa ne, jaz sem pričakovala, da sej do ene mere si povedo stvari, ki se dogajajo, poročajo drug drugemu, ampak da bi pa vse počvekali, pa ne. Vsak zase študira, dela tisto, kar mora, je drugače, a ne. So zelo tako, znajo biti topli, znajo biti prijazni, ampak hkrati pa vedo, kaj je njihova naloga, zakaj študirajo, a ne. Ampak v tej tvoji skromnosti, ko praviš, da se boš kitajsko učila, ne moreš Kosovela v kitajščino prevesti, če ne znaš, če ne poznaš res dobro besed, ker v tuj jezik prevajati je veliko težje kot obratno, a ne? Ja, In seveda. moraš kar, tudi prevajalnik ti tukaj ne bo pomagal. Ne, Seveda, seveda. potem, ko ste angleško verzijo, tisto je druga, ampak če pa ne znaš nič, je pa izredno, Ja. izredno težko. Ja. Tudi No, se ona je v svoj jezik prevajala, a ne, Vem, ampak ko si vse pomagala, to so, a ja, to mislim, ja, takrat tista prvega Kosovela, ko si govorila. ja. Ker jaz se z Rusinjo dopisujem, pa je rekla, bom jaz kar v slovenščini v Googlu dala. Čist nič nisem razumela, kar je tisti Google. Ja. Tako da Ne, treba je poznati, ja, sej, Sploh pa za ja. poezijo in za No, to pa posebne sploh, besede. to pa jaz dobivam očitno po Tako da kazni. moraš že Tudi da moraš že kadar kljub se s temu, kakšnimi ker- takimi stvarmi ukvarjam, ki jim nisem takoj kos, Moraš zmeraj kljub temu rečem, kar da imam to obvladati po kakšni kitajščino kazni. obvladati. Ja. Kar se pa tega tiče še tole sklonov, ne, pri nas je res tudi španski native speaker je rekel, ki nas je učil španščino, ja, pa imate sklone, pa spole, pa ja, tam imajo pa 20 časov. Ja. Ampak je Ja. drugega. Tako da slovenščina glih tako grozna, zoprna pa težka. Ne, Tudi tudi ni, a ne. severni jeziki imajo po 17 sklonov, pa Do tako španskega naprej, pa- a ne. pa Ja, 20 Ja, časov, ja, ne. ja, Tukaj ja. drugače. Vsak Ne, se ni. mora nekaj Ne, pa naučiti, vsi imamo občutek, da je ta dvojina največji hakeljca, ne, največja zadrega, s katero se srečajo, pa ni. Ne. Pri Kitajcih je velik problem glagolski vid, dovršni, nedovršni glagoli. To jim je težko razumeti in to je tudi težko Ja, razložiti. Španci imajo pa zato Včasih jim več razlagam. časov, imajo pa za dovršni drug čas, ne, je pa še težje. Se Ja. mi zdi, da je mogoče Ja, lažje se ja, malo ja. naučiti. No, in ta intervju, veš, sem jaz Baudžiju poslala, tako, kako je bil v knjigi objavljen in Aha. se mu je neskončno imenitno Da, je bilo zdelo. všeč, Ja. seveda.
Se ne spomnim, ja. No, jaz To sem sem šla mislila, potem prav gledati, v kateri knjigi je, no, in je to dobil. Ja, ja. Tako da ja, ta pridnost je kar ja pri njih, si pa tudi prvošijo študenti, ja, ne, seveda. Pa to je, po enem sistemu živijo, a ne, oni upoštevajo pač pravila, hierarhijo in tako naprej. In če je Metka rekla, je Metka rekla, a ne, se ne moreš skriti, ker se ne smeš. Tudi če bi se lahko. Ja, to pa je, ja. Čeprav so pa druge stvari, a ne, je pa treba potem kakšno stvar tudi znati opaziti, ki jo nočejo pokazati, ker je ne smejo, da ne izgubijo obraza in tako naprej, med vrsticami povejo. Ne rečejo ne, ker to ni vljudno in tako naprej. Ne vprašajo, dokler jih ne naučiš, dokler jim ne zabičaš, da morajo vprašati kakšno stvar, ker je to prav, ker tam se po tradiciji ne sprašuje, ker s tem učitelju poveš, da ti ni dobro razložil. Ne. To so take stvari, a ne, s katerimi se potem tako. Pa se vrnemo spet na tisti prevod, ki si prej rekla, da v bistvu so ti poslali, češ se je vse dobro narejeno, pa si ti bila, ne, ni, ampak ravno zato, ker niso hoteli povedati, nismo prepričani, ne znamo, ne vemo. Dejansko je to del te kulturne. Ne v tem primeru, ne. Okay. Ne, v tem primeru ne, sej, če bi se jim zdelo, da je to, pa da me ne bi vprašali, ne bi poslali, mi ne bi niti povedali, da so kaj naredili. Ne. Ampak tako, v vseh teh letih smo vzpostavili neko zaupanje, tako da vedo, da pač ja, smo skupaj delamo in tudi to se mi zdi tako lepo, tudi nekateri se pač vse to zmeraj, a ne, Mojca? Verjetno tudi tukaj nekateri dijaki, študenti, učenci enostavno izginejo, kot da jih nikoli ni bilo, a ne, nekateri pa ostanejo in se celo še kdaj oglasijo. Moji se oglašajo, nekaj jih imam, ki so res moji, no. Ja. Mamica Metkica, a ne. Prijateljica in mamica Metkica. Tako, to je še ena kakšno taka vprašanje? šala. A imamo? Aha, izvoli. Ok, jaz mislim, da bom imel jaz pa še eno zadnje vprašanje, ki mi je pa tudi padlo na pamet. Zdaj si že 3 leta v bistvu bolj kot ne v Kranju. Kako se privadaš po milijonskem, megalomanskem Pekingu na prijateljski Kranj, kjer se vsi med seboj poznamo, ali si tudi v Pekingu narediš mikrokozmos? Ja, si ga narediš, ampak težje, ne. Tam je včasih preveč še soseda, če pride na kavo, tako se nekako odtujiš, kar nekako se sam vase zapreš, zabubaš v stanovanje. Greš ne nikamor, ker je vse predaleč, se ne zmenaš za kavo tam z enim, ki živi na drugi strani Pekinga, ker je prenaporno do tja priti. Jaz sem prišla nazaj, ko je potem usekal COVID, ne, tako da ta prvi občutek, kako sem jaz prišla nazaj v Kranj, je kar strašen. Tisto smo bili zaprti, šli smo online, jaz nisem imela pojma, kako se to sploh dela, ker mi smo bili prvi, ki smo šli online brez kakšnih navodil, kar naenkrat, se veš. Novi programi, posnet se moramo, kako jaz sem prva predavanja posnela, ker enostavno nisem imela še sploh tega, kako iti v živo online, ne na splet. Tako da to obdobje ni prav lepo obdobje v spominu, no potem saj smo začeli počasi ven hoditi, jaz sem imela knjižnico kot zatočišče kdaj seveda in zdaj, ko je pa priložnost, sem pa kar naprej tukaj Nina, a ne, danes že 3. recimo in je super, samo se bojim, da sem se že kar malo preveč navezala nazaj, mi bo spet težko iti, a ne. Čeprav imam tam še vse stvari, a ne. In čeprav, ne vem, sem enkrat po 3 letih po mojem priletela po enih počitnicah v Peking in ko sem se s taksijem peljala v kampus domov, se mi je zazdelo, domov sem prišla, naporne počitnice so bile, ampak zdaj sem pa doma, bom pa lahko malo počila.
tako hecno se ti perspektiva obrne, čeprav, a ne, dokler se ne odločiš, da boš pa res nekje, si pa nekje vmes. Tako da sem jaz še po 3 letih nekje vmes, pa tako v šali rečem, da še zmeraj živim iz kovčka, a ne, nisem še razpakirala vsega, ker se enostavno bojim tega, da bom spet enkrat pospravljala in pakirala in sanjam o tem, kako pakiram in zamudim letalo. Seveda s temi svojimi zamudami sem strašna tudi pri tem, in to so pa tiste stvari, ki niso prav enostavne in lahke, a ne. Ampak Verjamem, ampak recimo, da to še nekaj časa ne bo potrebno, oziroma da bomo še nekaj časa lahko rekli, da je Meta tukaj najbrž v knjižnici. In lepo je seveda, da vemo, da se slovenščina tudi na tak način širi v Pekingu, da dejansko na Kitajskem so, to se pravi, diplomanti slovenščine in da se razvija slovenski jezik in kultura tudi na Kitajskem, ki bo seveda v prihodnosti eden tistih in trgov in držav, ki nam bo izjemno pomembna. Tako da bomo videli, kako se bo obrnilo, veš. Ampak zdaj, ko si, a lahko samo še nekaj, koliko je ura, Nina, lahko. Zdaj, ko si rekel knjižnica, pa kje je Meta v knjižnici, sem se spomnila, pa na ta Peking, sem se spomnila, veš, vse te stvari me malo spomnijo na profesorja Pibernika. Te je on kaj učil, te ni učil, slovenščino učil, moj razrednik je bil in on je bil kar naprej v knjižnici, a ne, in jaz sem začela spet hoditi v knjižnico in sem srečala eno sošolko z gimnazije, enkrat pravi, veš, pred časom sem pa srečala profesorja in sva se pogovarjala kar nekaj časa, ampak je 1/4 ure govoril samo o tebi. Pa sva se srečala, vedel pa je, da sem v Pekingu, ne, in to mu je bilo očitno precej zanimivo, fascinantno, tako da je imel ta občutek, da to je pa res, a ne, treba omeniti in raven zdaj v soboto, to pa tudi ne smem biti tiho, ne samo ta naša pesniška prireditev, to naše branje, ne, to bomo povezali s še eno prireditvijo, ob 12. bo pa v drugem nadstropju, odprli bomo Pibernikov kotiček z njegovo pisalno mizo, z njegovimi knjigami, z njegovim portretom na steklu. In prireditvi bomo pa tako povezali, da bomo od tukaj odšli s prevodom ene Pibernikove pesmi v kitajščino. To pesem bo prebral ta moj študent, in mislim, da bo to bo to eno tako lepo darilo, in za praznik in za vse. Dejansko potem lahko res povabiva vse znova v soboto v Mestno knjižnico Kranj, kjer bomo imeli torej pester program ob 10:30 tule. Od 10:30 naprej. Tako, in od 10:30 Pa do lučke naprej. zvečer. Pa do lučk zvečer. Tako da cel dan si vzamete v soboto, se vidimo in znova uživamo skupaj. Za danes pa mislim, da se res lahko zahvalimo še enkrat najprej seveda knjižnici za to, da je sploh prišlo do tega cikla pogovorov, ki bo sledil, zato da lahko rečemo in vabimo na Globosalno tudi naprej. In pa predvsem naši prvi gosti, Meta Lokar, ki je bila danes z nami in nekako otvorila ta cikel, tako da mislim, da lahko damo en velik aplavz in se zahvalimo za današnjo družbo. Let sva prebila, Toni, hvala tebi, super. Pa seveda hvala vam, obiskovalci, obiskovalke in pa gledalci in gledalke. In vabljeni v bistvu na to, da spremljate same objave, mislim, da 25. januar pa je naslednji datum, ko vas lahko znova povabimo na Globosalno srečanje. Hvala pa, prijeten večer še naprej. Thank you.